Iz tega zapisnika o zaslišanju osumljenca je razvidno, da sem dne 7.10.2008 predlagal mestnemu svetu sprejem predloga o določitvi lokacije objektov lake frakcije odpadkov. Kjer ste malo bolj dolgo, živite v Mariboru ali delate 20 let, se je mestna občina Maribor v Cegoru borila za določitev lokacije. 20 let niso bili sposobni različni politični funkcionarji v tem mestu urediti tega problema. Danes imate tu na mizi uradni zaznamek, kjer mene nekdo ovadi zato, ker predlagam določitev lokacije, kjer je bila sprejeta na mestnem svetu brez enega glasa proti. In brez ene civilne iniciative v tem mestu, ki bi se oprla tej lokaciji in tej rešitvi. Za nagrado dobimo ovadbo. Potem 20.10.2008 sem predlagal mestnemu svetu posamezni program menjave stvarnega premoženja. S tem sem storil kaznivo dejanje. V zadnjem času sem bil deležen dveh takšnih kazenskih ovadb. Prva kazenska ovadba je bila v zvezi z Domom pod Gorco, kjer mi očitajo popolnoma enako zgodbo. Očitajo mi, da sem zlorabil uradni položaj, s tem, ko sem predlagal mestnemu svetu ustanovitev družbe Dom pod Gorco, s tem, ko sem predlagal mestnemu svetu, da zemljišče prinese kot stvarni vložek v Dom pod Gorco. V zvezi z Domom pod Gorcom lahko zatrdim in bom zelo vesel, da bo tožilstvo opravilo svoje delo in da bom lahko v solni Sloveniji, pa še komu v Evropi dokazal, da sem nedolžen. Vem pa, v prvi zadevi, da so materialni dokazi v moji kazenski ovadbi, časopisni članki Večera, moj intervju Mladine, mislim, da celo časopisni članek Dela, ničesar nisem odtujil na podlagi sklepa mestnega sveta, je bil ta stvarni vložek dan v DO, ki je v večinski lasti mestne občine Maribor. Drugi del pa nosi medobčinski javni stanovanjski sklad, ki je tudi v večinski lasti mestne občine Maribor in v enem delu v lasti nekaterih občin. Z to potezo je mestna občina Maribor pridobila koncesijo za 150 postelj, zgradila dom in zmanjšala čakalne vrste. Da nekdo v tem mestu gradi kazensko ovadbo zoper župana na temelju njegovega predloga, na temelju predlogov mestnemu svetu, pa moram reči, da je to zelo vprašljivo, saj sem edini po statutu, ki smem predlagati gradivo mestnemu svetu oziroma skupino svetnikov, če jih zbere dovolj podpisov. Na nikogar nisem pritiskal, javno povem, na nikogar, niti na posameznika iz občinske uprave, da mora tako ali drugače pripraviti takšno ali drugačno dokumentacijo v prvem ali v drugem delu. Reševal sem samo probleme mesta. Tako z Domom pod Gorco, kot z zamenjavo zemljišč in z konceptom, ki ga imamo, kar se tiče dolgoročne ali 50 ali pa 100-letne rešitve Maribora s ravnanjem komunalnimi odpadki. Gospod Vili Eisenhut je danes tukaj, da vam odgovori, če bo kakšno vprašanje, zakaj še danes tam ne stoji toplarna. Naj vam on to odgovori kot človek, ki dela na tem, strokovnjak. Kdo je tisti v Ljubljani na Ministrstvu za okolje in prostoru, ki nas pri nekaterih zgodbah, kar se tiče zgrajene toplarne, ovira in ima komplet korespondenco, pogovorov, dogovorov, pa še kaj več vam lahko pove. Od
marca 2009, ko je bil v Ljubljano predan komplet dokumentov, ki so omogočali izvedbo dokumenta identifikacije investicijske projekta, tako imenovanega DIP-a, bi lahko postopek stekel. Pogoj je bil samo potrjen državni prostorski načrt. In od takrat državni prostorski načrt na ministrstvu stoji iz nam neznanih razlogov. Mislim, da smo prišli v tej državi do tiste točke, kjer demokracija, ki jo imamo, ni več primerljiva tistim železnim časom po letu 1945. Ne prenašam dobene odgovornosti na tem mestu na mestni svet ali na nadzorni odbor. Po zakonu se točno ve, kaj je naloga župana, kaj je naloga mestnega sveta in kaj je naloga nadzornega odbora. V zadnjem času pa čutim in vidim, da glede na to, da so volitve za nami po 2 mesecih, sem postal zelo moteč za posamezne kategorije ljudi ali skupine, ki se trudijo tako ali drugače mene in mojo ekipo v tem mestu degradirati. Na tem mestu povem, da bom zdržal do konca to, kar sem obljubil mesto, vse tiste projekte, ki jih imamo, bom tudi izpeljal.